Gasilska brigada Ljubljana ob 100-letnici delovanja. 100 nasvetov za 100 let. Tokrat vam svetujejo, kako ravnati v primeru nezgode v hribih. V sodelovanju z Gorsko reševalno službo Ljubljana. Za varno pot v hribe vam priporočamo spremljanje vremenske napovedi par dni pred odhodom na turo in na dan ture ter še kakšen dan po turi, če se slučajno tura zavleče. V primeru slabe vremenske napovedi priporočamo, da turo prestavite za dan, dva ali tudi teden, ker bodo gore počakale. Pri izbiri poti in predvidenega cilja upoštevajte svojo kondicijsko pripravljenost, svojo psihofizično stanje, svoje izkušnje. Morate se tudi zavedati, da so glede na zimske razmere so lahko vrhovi drugačni kot v poletnih, predvsej bolj zahtevni in seveda cilj prilagodite temu, priporočamo, da se ciljev lotevate postopoma v tem nekem piramidnem smislu. Spletne strani vam dajo navodila glede same poti in predvsem tudi čas trajanja poti. Tako da na teh straneh najdete časovnice, ki lahko za vas držijo ali pa tudi ne, odvisno od vaše pripravljenosti in vaših izkušenj. Recimo iz obiska Šmarne gore ne morete naslednji dan iti na Triglav, ampak morate te hribe zbirati postopoma. Priporočamo, da je v nahrbtniku zadostna količina brezalkoholne pijače, kakšna energijska ploščica, rezervna oblačila, vetrovka, krema za zaščito proti soncu in pa ne pozabite na komplet prve pomoči ter telefon s polno baterijo. Obutev naj bo terenu primerna, da nam ob hoji zaščiti podplate ter gležnje. Nikoli pa se ne odpravite na daljše pohode s popolnoma novo obutvijo, saj obstaja velika možnost, da vas bo ožulila. Hodimo samo po označenih poteh, se pravi spremljamo markacije, se pravi zbiramo pa si tudi poti primerne za našo kondicijo oziroma za kondicijo tistega najšibkejšega, če hodimo v skupini. Priporočamo, da se telefona ne uporablja samo za slikanje selfijev in pa štetje všečkov na družabnih omrežjih, ampak da lahko ga uporabimo tudi za branje naših koordinat in pa pošiljanje GPS lokacije, lahko tudi direktno na center 112 preko SMS-a. Vpisovanje v planinsko knjigo na vrhovih je pomembno zaradi samega iskanja pogrešane osebe, torej v kakšnih iskalnih akcijah, da vemo, ali se je nesreča zgodila pred vrhom ali pri sestopu. V hribih in gorah rabi pomoč dalj časa, da pride do poškodovane osebe. Na to vplivajo vremenske razmere, svetlo ali temen del dneva ter sama lokacija nesreče. Zato čim prej pokličite na številko 112 in ne izgubljajte dragocenega časa. Če naletimo na poškodovano osebo, ji nudimo prvo pomoč v skladu z našimi zmožnostmi. Iz torbice s prvo pomočjo vzamemo lateks rokavice, si jih nadenemo in potem ravnamo glede na situacijo. Ali zaustavimo krvavitev, ali zaščitimo osebo z astrofolijo pred zmrzaljo, ali, če je potrebno, tudi izvajamo temeljne postopke oživljanja. Če smo nesigurni, kaj storiti, kako ravnati, nas bo pri vseh postopkih vodil tudi operater na številki 112. Ko osvojimo vrh in pritisnemo žig v našo knjižico, smo v bistvu napravili šele polovico ture. Naš izlet se konča, šele ko se vrnemo živi, zdravi in celi domov v dolino k avtu in seveda tudi vsi naši soudeleženci. Kaj storiti v primeru, če pride do nezgode v hribih? Pokliči 112. Povej, kdo si. Povej, kaj se je zgodilo. Povej, kam si bil namenjen. Posreduj točno lokacijo nezgode. Povej, v kakšnem stanju je oseba. S strani operaterja boš prejel pomoč z navodili. Ne odloži telefona, dokler ti tega operater ne dovoli. Čas dostopa pomoči v hribih je daljši, zato je hiter klic na številko 112 še toliko bolj pomemben. Ne odlašaj, pristopi prvi in bodi navdih tudi ostalim.